malice. Vezali smo jih v šopke in prodajali. Tudi drva za kurjavo smo nanosili iz ihanskih hribov. Večinoma kot butare na glavi. Premoga še nismo poznali. Svetili smo si s petrolejko. Kjer je bil petrolej zelo drag, smo morali zvečer zgodaj spati. Na Brejnici smo že tam tudi bili. Dan. Mici! Mici je tukaj. Mici tukaj, slavnostni sedež. Življo ti. Opa. Dobar dan, Mici. Kako si kaj? Čas smo ko rekli, za kurci dva pa ne gresta. To sem pa vedela, da je rekla. Bomo zdaj 30 let, se bomo poznali. Protokol. Mici je svinko včasih si ima. Protokol. Mislim, da si 18 let. Se počutim kot Helena, goril sem. Takrat, ko se je vse začeli šlakovno čas. Nekaj sem šla pa jaz. Ni pa povedala tega, da jo prej 3/4 ure ni bilo. 3/4 ure zamadila, pa je šla pa še včasih. Ja, Helena, jaz ne. Kot bo jaz. Dobro, spoštovana slavljenka. Srečne in ponosne smo, da si spet med nami, da je naša sreda spet enkrat tudi tvoja sreda. Pogrešamo tvoj smeh, tvoje spomine, tvoje ožiranke. 90 let je dolga doba, a kot mi rade pravimo, nismo stari, ampak že dolgo časa na svetu. Na literarnem krožku pa danes v Lipi pozdravljam tudi Metko Zupanek, Marjana Ravnikarja, predsednika in Domžalec Pikasi. Miro je to. Miro. In Marjana, ki slika. In Miro. Fotograf. Sem ga? Miro, da. Sem. Hodim in gledam pomlad. Cvetlice, drevesa in ptice, slišim šumenje in klice. Živeti, živeti, živeti. Maja cveti in polno diši ciklama, naša gozdna gospa. Ima nas še rada priznati. Mnogo vode je preteklo in veliko besed se je izreklo. Celo dolgo že življenje. In vendar vredno je bilo hitenje. Mladosti ni več in je ne želi nazaj. Copati in sonce in našla si raj. To so bile 3 rojstnodnevnice, ki jih pišem za krstihom in to so bile tvoje. Vse si jih spoznam. Maja 1928 si se rodila v druge čase, v drugačne Domžale, ko so bili ljudje drugačni, bolj prijazni. Torej, že celih 90 let v Naško prenašaš svojo usodo, ki pa žal ni bila vedno lahka in usmiljena. Reševala te je glasba, pravzaprav igranje harmonike, ljubezen do narave in zadnjih 16 let, od leta 2002 dalje, poezija v literarnem krožku. Tvoje pesmi sledijo ritmu, so tekoče rimane, so polne modrosti, preproste, a z globoko vsebino. So osebne, o ranjeni duši, o družini, o minevanju, pa o prebujanju narave, ljubezenske, največkrat pa kritične do politike, do domovine, do odnosov med sosedi in do tebi ljubih Domžal, ki jih pa skoraj da več ni. Sodelovala si pri 11 literarno-likovnih zbornikih Lipe, poleg tega pa si ob prigovarjanju Janke Jerman, tvoje prijateljice, in ob njeni ogromni pomoči si izdala kar 6 samostojnih zbirk. Poezije pravzaprav ne. V 3. knjigi je bil poudarek na proznih spominih na tvoje otroštvo in čase, ki jih mi ne poznamo. Hvala ti. Teden ljubiteljske kulture, to je ta teden, lepo se upada z našim darilom. Članice literarnega krožka ti poklanjamo recital tvojih pesmi
in proze iz vseh tvojih samostojnih zbirk. Večino literatk poznaš, ampak predstavila nas bom pa pred drugim krogom, oziroma po. Janka, začni. Sem revnim staršem se rodila na nesrečni dan. Usoda mi je namenila vse preveč gorja in ran. Rodila sem se na Goričici pri Ihanu, v hiši babice in dedka. Na svet sem prijokala kot drugi otrok zakoncev Franca in Marije Bolhar. Kasneje sem dobila še brata in sestro. V Ihanu sem končala 1. in 2. razred osnovne šole. Leta 1937 smo se preselili v Domžale, kjer sem odraščala na Bistriški ulici, blizu Kamniške Bistrice. Med vojno sem hodila v nemško šolo. Čas je hitro tekel. Leta 1952 sem se poročila in se z možem preselila na Kolodvorsko ulico. Tam sta se rodila 2 sinova. Mož je bil mlinar. Delal je v mlinu v študiji pri Domžalah, zato smo se tja tudi preselili. Družina se je povečala, dobila sva hčerko in še enega sina. Delala sem kot torbarka v tovarni Toko. Po 12 letih pa sem morala ostati doma, da sem skrbela za otroke. Takrat še ni bilo vrtcev kot danes. V študiji smo živeli v svoji hiši. Redila sem kure in zajce. Imeli smo tudi njivo. Tako je bilo lažje preživeti. Zaradi otrok pa sta bila pri hiši tudi pes in mačka. Otroci so hodili v šolo v Domžale. Hitro so odraščali. Hči se je izučila za trgovko, 2 sinova za kovinarja, najstarejši pa je šel delati v tovarno. Ko so odrasli, sem se spet zaposlila. Na osnovni šoli v Domžalah sem delala kot čistilka do upokojitve. Slovenska pesem. Pesem moja, pesem mila. Kam sedaj si se zgubila? Več Slovencem se ne zdi vredno te prepevati. Raje pojejo po nemško, po francosko in angleško, hočejo le zmagovati, večno slavo poiskati. A še vedno pesem naša, tuge viže vse prekaša. Jaz ponosna sem na njo, na slovensko pesem to. Iz zbirke Melodije srca, Belina. Lepa je belina po bregovih, a še lepša je v gozdovih. Ko jo gledam, se mi zdi, da kristalno se blišči. Še oko se mi spočije, ko belina me obsije. Ko očarana stojim in v kristalni sneg strmim. Vse, kar je na svetu belo, vedno je bilo veselo. Beli breg, otroški smeh in veselje v očeh. Mati nas je učila plesti kite iz slame. Takrat je bilo v Domžalah in okolici zelo razvito slamnikarstvo, zato so se kite dobro prodajale. Mama je prinesla snope pšenične slame. Začeli smo jo komovčati. Odlomili smo del slame, na kateri je bil klas. Zlagali smo jo v manjše snopiče, ki jih je mati polagala v skrinjo. Vanjo je dala žveplo in pustila nekaj časa zaprto. Ne spominjam se več koliko. Slama se je lepo obelila. Preden smo začeli plesti, je nekaj snopičev namočila v vodo in dala vsakemu po enega. Ko smo napletli 10 metrov dolgo kito, jo je navila na pol metra dolgo deščico. Kite je napela, da so bile ravne, potem pa zrezala po zahtevanih merah. Prebrala bom pesem iz zbirke Zahod sonca. Ko pripravim se k pisanju ali če se spravljam k branju, v meni nekaj se zbudi in nova pesem se rodi. Tu nekakšen je preblisk, da pesem dobra je za tisk, kar naenkrat v glavo šine in enako hitro mine. Ta preblisk je dobra stvar, je nekakšen
božji dar. Naj mi večkrat v glavo šine, da ohranim vsaj spomine. Ti si vedno rimala. Vedno, ja. Dih pomladi. Ko pomlad se prebudi, narava zopet zacveti. Zvončki in trobentice, kmalu še vijolice. Vsakdo se jo veseli, še starec v njej se pomladi. Sonce sije bolj toplo, zopet ga ogrelo bo. Lastovke so se vrnile, gnezda bodo spet gradile in sinice vse vesele, zopet bodo nam zapele. Ko zaveje dih pomladi, zopet ljubijo se mladi. Tako že več kot 1000 let se vrti ta naš planet. Vodo smo tiste čase nosili iz bližnjega studenca, ki je izviral točno pod kruhom. Rekli so mu Petovarjev, pardon. Ja, to mi je bližje Potokarjev. Petovarjev studenec, sem mogla hitro popraviti, če ne bi me mici. Ker je tekel po Petovarjevi zemlji. Nosili smo jo v škafu, ki je imel 2 roča. V vsakem roču je bila okrogla luknja. Skozi njiju smo potisnili kol, da sta škaf lahko nesla 2. Vsak je držal na eni strani kola. Vseeno je bil škaf z vodo zelo težak. Voda je pri hoji pluskala čez rob in smo jo včasih bolj malo prinesli domov. Seveda smo morali še enkrat po njo, potem smo pa bolj pazili. No, jaz sem pa izbrala pesem iz Micine zbirke Odmevi časa na plesišču, in sicer zato, ker se mi zdi neverjeten, da lahko gospa pri Micinih letih napiše tako pesem. Rada s tabo bi plesala svojo ti ljubezen dala. Ves večer že gledam te, ti pa ne opaziš me. Si tako zelo mi všeč, da ne bom čakala več. Kar do tebe bom stopila in za ples te bom prosila. Morda plesal bo z menoj, me poljubil še nocoj. Če ogrejem ti srce, izpolnijo se mi želje. Jaz sem pa iz ujetih v spomine zbrala nori čas. Ta grozni nori svet. V njem težko je zdaj živeti. Bloki, same trgovine, ceste polne pločevine. Letala noč in dan letijo, zastrupljajo nas in budijo. Še v gozdu človek varen ni, tam kaj medved nam preži. Danes svet zares je nor, že otrok ima motor. Dan in noč se z njim poti, staršem dela le skrbi. Kje zdaj so tisti lepi časi, ko mir bil je na vas, vsaj na vasi? Na nivah oni so orali, pod lipot so se fantje zbrali. Ko se je končala 2. svetovna vojna, so bili še vedno težki časi. Stara sem bila 17 let. Za hrano smo dobivali karte, za blago pa točke. Dekleta bi rade imele nove obleke, je bilo točno določeno, koliko blaga kdo dobi, ker je vsega primanjkovalo. Imeli so samo 3 vrste blaga, za letne in zimske obleke in za plašče. Izbire ni bilo. Zato smo o novih oblekah lahko le sanjale. Bile smo prikrajšane tudi za razvedrilo. Smo se pa veliko družile, se pogovarjale in sanjarile. Po večerih smo veliko pele, po zimi pri peči, poleti zunaj na klopcah. Kasneje smo ob nedeljah hodili tudi na ples v Jarše in v Groblje. Ples se je začel ob 6. popoldne in trajal do 10. zvečer. Bil je v dvorani. Ob stenah so bili stoli, po sredini pa smo plesali. Na eni strani so sedeli fantje, na drugi dekleta. Fantje so prihajali dekleta prositi za ples. Plesali smo polko, valček, angleški valček, tango in tudi swing. To je bil najlepši čas mojega življenja. Zdaj pa ne, Anica, mečkaj, če počakaš, jaz bi zdaj predstavila, kdo bere.
bomo potem drugi krog nadaljevali. Janka Jerman poznaš, Anica Kvas poznaš, Jeleno Šuštar pa mogoče ne. A ne? Miro Smrkolj poznaš, no mene poznaš. Mijo Stupico? Ja, kako ne. Tu? No, Andrej, pa nas pa tako vse poznaš. V redu. Potem pa predajam besedo Metki Zupanek, prosim. Nekaj pa še Metko. Metko tudi poznaš, ne? Mici, o tvojem delu, tvojih pesmih, lepih pesmih ne bi nič govorijo. Zato, ker tako lepo predstavijo kolegice in tako lepo človek doživlja, ko vzame tvojo knjigo v roke in prebere. Moram pa povedati, da na vseh obiskih domov za starejše in tudi drugod, kjer smo nastopili in mi je bilo dano, sem vedno prebrala kakšno tvojo pesem. Predvsem negajivo in kritično do tega, kar se v Domžalah in v svetu dogaja. Da si ti čudovita pesnica, to si vidno, ampak mislim pa, da treba danes tudi povedati, kako dobra si igralka na harmoniko. Ti si pobrala nagrade na teh tekmovanjih. Ona je to brez glasbene šole, to je v njej, to je melodija. To sem povedala, ker je familiarno. Ampak ne pozabiti pa, tale slika je nastala v Cankarjevem domu. Prvi festival za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani je nastopala ona s harmoniko in s kitaro pa... Predsednikova sila. Ja. Glede, jaz mislim, da je to veliko priznanje za njo in za društvo Lipa. Da ne govorim pa, kako si nas razveselila z igranjem na harmoniko. Se spomnite, v Planicih smo bili, ona je igrala, mi smo od zunaj plesali. Ja. Mici, hvala ti za vse lepo, kar si dala nam, Liparjem, in Lipi, in tudi širši Domžalčanom in širši... Tvoje knjige so nekaj biser. In vesela sem, da tako lepo predstavljate. In vesela sem, Mici, da si tukaj in da boš še kdaj prišla. Ne se, pa še pišeš, ne da še pišeš. Pišeš. Zadnjič, ko sem bila pri njej, mi je pokazala in je tudi prečela napisati. Vesela sem tega tvoje ustvarjalnosti. Jaz bom rekla tako, vidim, da imaš veliko lepih rož, jaz imam pa nekaj sladkega, da bo tvoje življenje še naprej tudi sladko. Malo medu. Ti se vidi, da nič ne rabiš, kako tako lepe, ne ti bom dala. Vici, rada te dam. Glede, jaz imam vse spravljene tvoje prtičke. Pa pirhe oblečene, pa tako. Putke, imam tudi. Velika noč je dala putke pa zajčke. Pa zvočke. Krasna si, ustvarjalna si, ne samo besedno, tudi ročne spretnosti. Bravo, Mici. Ko hodim po gozdu in gledam drevesa, zdi se mi, kakor da gledam nebesa. Zelena drevesa in modro nebo. Tam vedno spočije se moje oko. Spomin se povrne mi zopet v čase, ko bila sem še mlada, zagledana vase. Rada sem zlezla na kakšno drevo, da lažje sem gledala modro nebo.
Zdaj pa minuli tisti so časi. Glava je siva in hodim počasi. Moja pesem. Moja pesem je veselje, vanjo zlijem svoje želje. Ona je prijatelj moj, vedno hodi za menoj. Vedno, ko mi je hudo, svinčnik vzamem spet roko. Ko napišem na papir, v duši prebudi se mir. Pesmi žalostne, vesele, vse so iz srca privrele, mi življenje bogatile in me vedno veselile. Nikoli ne bom pozabila, kako smo hodili po borovnice. Še pred drugo svetovno vojno, pa tudi med njo, dokler sem hodila v osnovno šolo. Ko je prišlo poletje in so borovnice dozorele, nas je mama zbudila že ob 4. Ob 6 smo bili že v Ihanskih gozdovih, mama, sestra, mlajši brat in jaz. Sestro sva morali do malice ob poldan nabrati 6 litrov, popoldne pa še 4. Malicali smo kruh in črno kavo, kofe, kot smo rekli takrat. Mama ga je skuhala iz proje, z njim si se zelo odžejal. Tako je bilo celo sezono borovnic. Mama jih je prodala, potem pa nam je na sejmu svetega Florjana, ki je bil na prostoru, kjer je danes Župančičeva ulica blizu gostilne Keber, kupila blago za obleke. Preden so dozorele borovnice, smo v gozdu otroci nabirali zvončke in šmarnice. Vezali smo jih v šopke in prodajali. Tudi drva za kurjavo smo nanosili iz Ihanskih hribov. Večinoma kot butare na glavi, premoga še nismo poznali. Svetili smo si s petrolejko. Ker je bil petrolej zelo drag, smo morali zvečer zgodaj spati. Po zimi smo sedeli na kmečki peči in pletli slamnate kite, ki so se takrat dobro prodajale. Tako smo se preživljali. Naša država. Vsi smo si zelo želeli, da državo bi imeli. Zdaj pa, ko jo res imamo, čuvati je več ne znamo. Nihče več je ne spoštuje, vsak po svoje izsiljuje, vlada pa, kot da je ni, nobene nima več moči. Morala bi jo voditi in pohlepneže krotiti, ki jim gre le za denar, za vse drugo ni jim mar. Tajkuni so spraznili banke, vojska si kupuje tanke, tovarne več nobene ni, na cesti imamo zdaj ljudi. Tisti, ki živijo bajno, izpraznili so blagajno. Obubožana država pa le še v dolgovih plava. Vsi, ki državo ste vodili, ki si plače ste delili, odgovorni ste za vse, kar sedaj dogaja se. Jaz sem pa tle še 2 rojstnodnevnici v tvojem stilu, Mici. Malo danes še Domžal stoji in to takšnih, kot poznaš jih ti. Cele hiše in tovarne so se suli in so blokov, stolpnic, trgovin nasuli. Malo ostalo je dobrih manir in take so včasih krasile Domžale. Celo na svete so dali v okvir. In danes lepe manire, vse so zaspale. Pa še ena tvoja, gnezdo. Prav tako kot prejšnja leta, spet si ptica gnezdo spleta. V njem 3 jajca izvali, da si novi rod vzredi. Ko mladiči se izvali, kmalu iz gnezda polete in ko pride drugo leto, vsak mladič vali v polneto. Tako narava poskrbi, da se krog naprej vrti. Ko enkrat stari rod pomre, vedno drugi se začne. Večkrat se spominjam šole. Poleti smo tudi v šolo hodili bosi. Aktov nismo imeli. Šolske stvari smo nosili kar v nahrbtniku. Imeli smo le 3 knjige, čitanko, računico in katekizem. Učiteljice so bile samske, niso se smele poročiti. Rekli smo jim gospodične. Učili sta me gospodična Lazarjeva in Ušeničnikova, obe sem tudi jaz poznala.
Od učiteljev pa se spominjam Stenovca, Berka in Hvatala. Med vojno so nekatere ustrelili kot talce. So jih pa tudi streljali. Perko Ja, Perko pa Hvatal sta talca z Šumberkom. Ko smo šli otroci šole. Še? Ja. Nekoč Domžalčan ves vesel zvečer v gostilno je odšel, da tam med svojimi ljudmi kaj novega spet zvedel bi. Zdaj Domžalčanov ni več, da v gostilno bi odšli, so hiše njihove odstranili, za Bistrico jih preselili. Namesto lepih kmečkih hiš stoji betonski paradiž. Je vse montažno narejeno, da še žebelj nagre v steno. Oj, nesrečne ve Domžale, ki najmanj 500 let ste stale. Zdaj vas zbrisal bo nekdo, ki sploh ne ve, kaj je lepo. Takrat je pa napisal Birone. Birone skrepno, pa se pa ni več to objavno. Kodar. Imela sem kužka majhnega, kodra čisto črnega. Bil je priden, ubogljiv in nad vse potrpežljiv. Ko odšla sva na sprehod, on je vedel že za pot. Če zavila sem drugam, mi pritekel je k nogam. Vedno rada v zahvalo sem pobožala ga malo, po njegovi glavici, prav na drobno skodrani. Večkrat se spomnim, kako sva šli leta 1949 s prijateljico Maro Pogačar na silvestrovanje. Bilo je mraz in snežilo je. Napotili sva se peš v Trzin, kjer so v dvorani prirejali silvestrovanje. Vse je bilo že zasedeno, rezervacije pa nisva imeli, pa še brez fantov sva bili. Zato nisva smogli v dvorano. Odločili sva se, da poskusiva v Jaršah, kjer smo plesali ob nedeljah. Dvorana je bila pri tovarni in duplati. Napotili sva se čez Mengeško polje, da bi čim prej prišli v Jarše. Imela sem topel plašč, obuta pa sem bila v šolni. Mara je bila dobro obuta, a je imela zelo tanek plašč. Dežnikov nisva imeli, saj sva šli od doma v lepem vremenu. Hodili sva celo uro. Ko sva prišli v Jarše, sva bili pošteno mokri. Mici, to je bil naš recital. Upam, da si uživala vsaj toliko, kot smo mi smo zelo. In za spomin na naše skupne srede, ki pa poklanjamo eno sliko s takole čestitko. Bežen pogled, prgišče besed, vse jasno. Po 16 letih besed in pogledov je zraslo prijateljstvo, poetično znanje, občudovanje. Pa še tako. V imenu naše literarne krožka in moje se mene da ostane. Nekakšno smo ti dali naredili. A si dobra? Tukaj ne pa še na kanonke. Koliko je pa tukaj stara? Samo 3 leta manj. Takole, ja. To je v Domžalah po predstavitvi izbornika. 15 izbornik. Ja, 3 leta nazaj. Takole, res čestitamo. Zdaj pa predajam besedo še našemu predsedniku, Marjanu Ravnikarju. Smejem, da v imenu društva Lipa par besed povem. V društvu Lipa poleg izobraževanja velik poudarek dajem na srečanjih, na druženju, zelo velik poudarek na prijateljevanju in pa seveda tudi praznovanju takšnih dogodkov ob visoki figureji, kot je vaš današnji 90. rojstni dan. Jaz sem v svojem imenu in pa v imenu članov društva Lipa
imenu literarnega krožka moram zahvaliti za velik pozitiven prispevek k razvoju samega društva, k uspehom v literarnem krožku, ko sem poslušal, da naše recitacije so prav življenjskih dogodkov in še enkrat najlepša hvala za sodelovanje. Jaz upam, da ni to zadnji dan, da smo še dolgo srečevali ob sredah, pa ne samo ob sredah, tudi kadarkoli se lahko pojavite, oglasite v društvu, kolikor vam bo volja, kolikor vam želje in kolikor vam bo omogočeno druženje. Še enkrat lepe čestitke in še naprej praznovanje za 90 let. Nici Katandeja, tako je, bomo pojdi zbravo. Ide ena čestitka, Anica Kvas. Ko sem prebirala tvojo poezijo, so se mi utrnile ene kratke misli in sem se potrudila, da sem v rimah to napisala, v tvojih rimah. V iskrah Micinega uma ostalo še veliko je poguma. Besede tvoje v duše zacvetijo, v pesmi žalostne vesele se množijo. Življenja ljubljenih, izgubljenih v poeziji oživijo. Hvala ti, Mici. Koliko lepih besed, ne? In da so naše pot do srca tvojega in našega truda. Ja, želimo ti vse najboljše, pa bomo odprli šampanc, pa ti bomo lahko nazdravili. Jaz bi tam ob tej priliki naše, smo malo prebral zgodovino Gostemice, na življenje pisa, ko podobne zadeve in bom na prvem upravnem odboru predal Gostemici in svoj začasni članico društva. Bravo! Pozdravljamo. Ja. Zdaj pa Panček kot predposa. Kje so fantje? Marjan, skočil na pomoč. Ali moje? Pa bomo zapeli. Se te pozdravi, da so šampanci odpirali. Vam pomagam? Pozdravi, ki so šampanci odpirali. Mislim, da bomo bila to tudi tiho vse. Ja, seveda. Bo pihnila. Te okrog jo spuste, da bo lahko orang. Ja, da se... Predsednica, boš da zdravljen. Ja, jaz sem probam več kamarja, kako Ja, seveda. Ja, si kar kozančko zanje, pa bo Marjan pa kako Jaz mislim, da je prav, da predsednik ta prvo z njo zdravi. Ja, absolutno. Tako. No, kadaj ta. Moramo počakati, da bomo vsi imeli, pa bomo da rok zapeli. Ne more postati. A bo te videl tega? Če bo dala, da bo vse dve želji. Ja. No, da je samo še za najaš manjkal, Marjan. Pa za Mirosa. Sam dala? Dele bo tako, Lici, dele bo pa res tako. Evo, Marjan, tako vrš. Ne bo samo dala, smo ga. Sam še čez vse. Torej, vse najboljše za te, vse najboljše za
No, Mici, zdaj pa še eno željo, pa svečko pihant. Ja. Te prvo smer stresete, prvo smer stresete. Vsega zdravja in srečila. Takole, ja. Zdaj si moraš pa nekaj zaželeti. Nekaj zaželeti, pa pihant. Dobro, energično, tako kot javno. Bravo. Zdaj pa si našla. Ne boš ti rezala. Dej ti boš rezala. Zlatka, misliš, da jaz to... Ja, Mija, kaj ti boš rezala? Jaz sem te kar določila. Jaz sem vedela, da bo mogla kar močken glas povzdigniti. Saj ne vem, če boš. Potem ni razprave. Boš. No, ja. Če me ne... Me ne more obogati. Mene pa všeč, da se je ena nova članica pridružila v našo skupino. Kako je začela? Koliko ti je treba? Je treba kar, ne? Ja, mi kar... Vse ni treba spiti. Imamo še sokec. Tako sok dobila čas. Kje lepa slika. Zdaj si pa zamislite, Pa je. polna dvorana in ona, Jaz sem bila 10-krat v Avstriji, v Finlandi, kjer je zdaj auditorium. Je pa dobro, ne? Si še enkrat povedala, zato da bo mirovski kruh. To je pesem o babici, ali kaj? Mojih starih staršev. Tvojih starih staršev. Pela jo je pa moja babica. Žena gre pa v štarijo, z drugim fantom v tovarišijo, moža pa doma pesti, ter mu ojstro naroči. Da pa boš po hiš po medu, pa boš sok iz piskra snedu, pa boš šel koštrune past, lejdi volk pride krast. Mož je vse na tanko storil, koštrune je na pašo gonil, volk mojenga je vzel, mož ni vedel, kva počel. Žena pride dan pijana, mož pa tam na posle jamra. Žena prav, ti dec prekletli, kdo ti je rekel med požret. Je rekla žena, da se je Jana kaj narobe naredil, drugače kaj odreja strup, je bil pa med, ne? Pa dec je pa ves med požaril, ki je mislil, da je strup, ne? Žena pa zato rekla, da ga ne pojedu slučajno, ne? Pa je pa vse požaril. On je pa hotel se pomagati nazaj, Absolutno. No, Mici, kjer bomo zapeli? No, dajmo eno. Boš ti povedala? Ja, tako, kot imaš ti rada. Sam da jo znamo. Zabučale ali pa ta soseda Francija. Za Bučare znamo Francijo na pamet. Slavka, sam ne previsoko. Ne, bolj nizko. Zašumele gore, zašumeli lesi, oj, mladosti moja, kam si
oj, kje si? Oj, radosti moja, kam odčasi, kje si? Naše vodi se obrnem, radost se moja, nikdar več ne vrne. Radost se moja, nikdar več ne vrne. Oj, mladosti moja, kam Si se zgubila, kakor da bi voda, si se obrnila? kakor da bi voda, kamen potopila. Si se utopila. V vodi si se utopila. Sem posnel. Stara mati krega me, hčerka, hčerka mila, slabo sem te žali, Bog slabo uzredila. Drug pa imaš. Kar naprej dajte. So fantje, kjer je ples, tja zahajam rada, služba Božja, Božji hram, to ti ne dopada. Le sosedovo poglej, ona vzgled naj vodi, pridno na dan službi Božji hodim. Kot zamakne nasloni, tam v prvem stoli, na oltaru preoči in pobožno molim. Jaz pa se smejim, ker vem, da soseda mlada, mladega crkovnika gleda srčno rada. Kriga me, to je tam v Pesmarici, ljudska pesmarica, ljudskih pesmi. Je. A je noter videti, da Seveda. Hčerka Milda, jaz znam. Jaz sem jo včasih jo pobrala, ne vem kje, ampak jo znam. Ja, kakor rečete, gospa. Ja. Dela bi pa jaz eno prosila, če gre z mano. Ja. Moram pa tole. Bom jaz Ja, tiste moje